Dobro jutro in dobrodošli na 18. Startup Cafe. Moje ime je Isto Počeva in bom imel danes priložnost, da se pogovarjam z dvema uspešnimi podjetnikoma. Se pripričujem, da ste prišli na Startup Cafe. Hvala. Kakor veste, bo v začetku novembra investicijska konferenca v Novi Gorici, največji tak dogodek v Sloveniji, in tukaj imamo zmagovalca konference, in sicer Mateja Peršolja, ki je predstavljal svoj produkt Carlock in je zmagal, bil najboljši po mnenju ameriških investitorjev, ki so spremljali pičanje iz neposredno prek Skypa iz New Yorka, če se ne motim. In pa Tomaž Izak iz Modrega planeta, bil zadnje po konferenci kar medijska zvezda, smo dosti brali, predvsem zato vredno, ker se ukvarjajo z vročo stvarjo in torej droni. Na začetku, pa da ne boste preveč mene poslušali, bom predal besedo obema gostoma, da na hitro predstavite svoj produkt. Najlepša hvala. Ja. Delam? Evo, se slišimo. Skratka, jaz, Marko pa Vid, smo začeli z našim produktom oziroma z razvojem programa 3D Survey v letu 2011. In nekje v začetku lanskega leta smo nekako zaključili z razvojem in smo ga začeli prodajati. Skratka, prišli smo do produkta MVP, prodaja ni šla, zato ker pač nismo izkušeni prodajalci in smo se malo ušteli v naših ambicijah. No, bom pa najprej povedal 3D Survey. 3D Survey je software za preračun fotografij, ki jih zajamemo z dronom. Skratka, mi z dronom preletimo teren na 80 metrih, od 80 do 120 metrih, zajamemo fotografije po določenem zaporedju, da se vse fotografije med seboj prekrivajo do 60% in to je osnova za naš software. Vse fotografije pretopimo v software in jih preračunamo in dobimo point cloud, oblak točk terena. Na kvadratni meter dobimo 200 točk, natančnost teh točk pa je nekje 2 do 4 cm. Skratka, vsaka točka na zemlji je zajeta na vsaj 3 fotografijah in dobi koordinato XYZ in pa barvo. No in to je potem začetek naših nadaljnjih umetnin v programu. V našem programu izdelujemo 3D modele terena, lahko izračunavamo izkope, nasipe, pač količine materialov. Ko dobimo enkrat digitalni model terena, lahko računamo poplavno varnost in tako dalje. Skratka, zadeva je uporabna tako v geodeziji, gradbeništvu, okoljevarstvenih študijah in tako naprej. No, našemu produktu 3D Survey programu smo mogli dodati še tak helikopter. Razvil ga je Vid. Vid je matematik in se spozna na vse, kar ima številke. Skratka, elektrika, dimenzije in tako naprej. Razvil je tega našega lepoca. In to je v bistvu del naše prodaje, del paketa 3D Survey. Hvala, Tomaž. Matej? Pozdrav vsem. Torej, naša rešitev Carlock omogoča našim strankam, da na najbolj enostaven način naredijo njihov avto povezan avto, ko rečejo Američani Connected Car. Torej, s to napravico, ki jo kupite preko naše spletne strani, se priključi v en konektor, ki ima vsaki avto narejen po letu 1996. Potem se aktivira account, zloada app, iOS in Android, in zatem ste nekako povezani, vaš telefon je povezan z našim cloudom, ki je povezan z avtomobilom in recimo rešujemo probleme učinkovitega obveščanja v primeru vdora v vozilo, kraja vozila, če je primer nesreče, so uporabniki obveščeni, recimo če nekdo drugi uporablja avto, ali so emergency kontakti obveščeni preko SMS-a, uporabnik lahko nadzira samo stanje akumulatorja, zdravje avtomobila in če pozabi, kje je parkiral, tudi aplikacija lepo pelje do svojega avta. Tako, kratko. Hvala, Matej. Oba izdelka sta zelo tehnično dovršena in sta zahtevala veliko tehničnega znanja. Verjetno, se mi sliši? Tehničnega znanja. Ampak slovenski startupi nimajo problemov z tehničnim znanjem, so zelo inženirsko podkovani, kjer nastane problem, je treba to prodati.
In predvsem v tej fazi, torej v grovu, kjer se zdaj vajni podjetji, je treba znati pičati. Tudi v Novi Gorici, ta druščina pred nami izgleda prijazna, ne, pa se vajo ne bo ravno pojedla, ampak ko postopiš pred investitorje, v katerih želiš denar, je pa verjetno malo živcev. In zdaj me zanima, glede na to, da ste imeli pred kratkim tako izkušnjo, kako se psihološko pripravite na pičanje? Ja, mogoče ni bilo tako stresno, ne? Skratka, nekako smo v tej konferenci Coinvest smo šli skozi neko proceduro preko Hekovnika, skratka del izobraževanja in že tam smo veliko pičali. Tako da nekako smo nas pripravili na ta dogodek. Je pa res, da drugače predstavljati pred prijatelji, kolegi, kot pa pred 70 investitorji. Prostor je večji, ti si zelo majhen na odru. Napetost je, ampak napetosti daje pol tiste dan za pič. Če smo izkušnja tako Investa, mi smo se pripravili na pič, koliko je bilo, mesec in pol, pa še prej smo pič že sami se pripravljali, da pač sem delal fundraising že sami. Dvakrat na teden sem hodil z Gorice v Ljubljano, se pripravljali in potem je prišla konferenca v Gorici, da sem pa rekel, da na to, ker je pa Startup Life zahteven, sem rekel, vsaj tukaj smo imeli fajn. Mislim, da je tudi tako, da investitorji zelo gleda tudi, kako stvari poveš. Mogoče, jaz sem za ameriški del so bili piči, so se zavlekli, jaz sem pičal ob 11:30 zvečer. Do takrat smo se že imeli fajn tudi z nekimi investitorji tukaj z Evropo in sem šel tako, da pač nima kaj izgubiti. In mogoče tudi to pomaga, da so ameriški investitorji vedeli, ok, da je dosti confident in da bo narediti stvari. Super, torej samozavest. A bi mogoče, glede na to, da ste zmagovalci, torej ste imeli najboljši pic, najbolj prepričali svojo rešitvijo. Recimo, kaj ste se naučila v tem mesecu in pol izobraževanja v Hekovniku kot priprava na konferenco in kje vidite svojo dodano vrednost v primerjavi z ostalimi, ki so pičali? Jaz mislim, da predvsem, zakaj smo mi zmagali, moče ameriški del je prodaja v Ameriki, koliko attractiona že imamo v Ameriki, primerjavi moče z ostalimi projekti. In to mislim, da je zelo ključno za ameriške investitorje, ker oni, če vidijo prodajo na svojem trgu, je čist nekaj drugega, kot če vidijo prodajo v evropskem trgu. Praviš, dvakrat toliko predati moče v Evropi, pa še zmeraj so neki Azerbajdžani, če bi rekel, kako ti, če si prodal nekaj v Sloveniji, tako. In mogoče, to je ena ključnih razlik, kako vidim pri ameriških investitorjih. Če je to odgovorno vprašanje, ali... Ja, v bistvu, mi smo slučajno zdaj ob pravem času na pravem mestu. Skratka, naš sistem je tudi zelo fantastičen za računanje pravne ogroženosti, s čem imamo zdaj največ soočen. Je pa tako, na konferenci smo mi pičali z filmi. Skratka, mi smo vrteli film z našimi 3D modeli, kako zadevo naredimo. Zelo težko je predstaviti to z navadnimi slikami iz PowerPointov. Sicer so nas prej učitelji na Hekovniku opozarjali, dajte imeti samo slikce, dajte probati slikami predstavljati, ampak smo bili z Markom pa z vidom trmasti, smo rekli, ne, tega se ne da predstaviti s slikami, to moramo predstaviti s filmom. No in morda je bil tak plastičen prikaz, mogoče pika na i, da smo res ljudi prepričali, da prodajamo res fantastični izdelek. Tukaj vidim, da smo boljše prednostno. Sprav, če sem razumel prav razliko, vi ste predvsem pičali svoj poslovni model, in torej, da že imate traction, vi ste pa pičali predvsem izdelek, ki ima dodano vrednost, glede na to, da ste v nekako novo pojedi. Odlično. Sem se pogovarjal tudi s par drugimi startupi, ki so bili tam in ene par jih recimo zamrznilo. Potem pridajo ta negativna vprašanja za strani investitorjev, ker če investitorjev seveda hočejo razstaviti na prav faktorje, da ugotovijo kaj od zadnji. In potem se velikokrat zgodi, da začnejo, podjetniki, se to je pa res, v bistvu to pa mogoče nismo dobro prepričali. Kako v tem trenutku, ko samozavest pade, ko si na odru, ko te začnejo investitorji secirati, kako je treba odreagirati?
moje mnenje tukaj je, da je tako, ko sta ta podjetnik, to vse tepe trenutke, ne. In se že kar malo vaja in ključno, da se dobro pripravlja na to vprašanje. Mi že pred Coinvestom smo govorili z nekaj investorji in smo nekaj pičili tudi, pa si pripravili, si že slišiš moče, kakšna težka vprašanja, pa moraš imeti z rokava potem direktno, ne, točno vedno, ok, če bo tu vprašali, odgovor je ta in ta. Zdaj pač, glede tega, da zmrzneš, jaz mislim, da je pač res, ko sem prej rekel stvar, rečeš, ok, pojmo pičat, ne bo se podal svet, če bom slabo odpičal in probaš, če boš narediti, če bo mirit pojmo. Ja, tako je Matej rekel, ne. Pač, ko greš pred investitorjem, moraš biti pripravljen na določene njihova vprašanja, moraš vedeti, oni stremijo k temu, da če bojo investirali v nekaj, kar jim bo prineslo denar. In se bojo pripričali res, tako kot si sam rekel, da te bojo razgalili. In moraš biti pripravljen vse. Skratka, pa tudi zaljubljen moraš biti in verjetno moraš v svoj produkt, ki nam vsak verjame. Jaz to, ker mi verjamemo to. In res zadeva funkcionira, zadeva je preskušena, tako da, ja, te pa investitorji ti sprašujejo, koliko denarja boš prinesel, kakšen bo RVC, koliko stane produkt, koliko denarja boš dal, koliko stane en produkt, koliko je, kakšno maržo boš imel, koliko boš prodal izdelkov v naslednjem letu, vse je precizno. Tako da si oni tudi, pa ja, kakšen traction imaš do zdaj, koliko si do zdaj prodal, a se je tvoj izdelek spreminjal tekom razvoja in tako naprej. Ja, če zmrzneš, mogoče včasih dobro, recimo pri nas smo si malo funkcije razdelili, Vid je striktno razvojnik, Marko je strokovnjak na področju pilotiranja in razumevanja tega softvera, ki ga Vid sprogramira. Jaz sem pa bolj menedžerske ravni, ne. In dejansko, kje zmanjka, drug pada. Če je pa en človek sam, je pa to lahko samo tej prišole. Ja, moram pa povedati, ko je pičil pred Američani, je toliko dobro pičil, da je dva svoja izdelka njim prodal, investitorjem. Thanks. Še ena stvar glede pitchinga, jaz mislim, da je ena ključna stvar. Recimo, ko se je zgodilo pri evropskem projektu, ki sem jaz pitchal, če iterira skozi pitch in imaš neki feedback na fikovniki, ki smo bili skupaj in si folk dajo vprašanja, lahko že strukturo pitcha tako naštimaš, da te ne boji začeli prcati, ja, ne, ko boš ti odgovoril na ono najbolj kritično vprašanje že znotraj pitcha, ne. In se ne pokazati, da si neki izkušen v temu in si že tu ful pomemben, da pokažeš pitch dovolj ljudem, da se zaveda feedback, ko smo imeli fikovnike, ne. In potem je že kakšno vprašanje, tako je bilo pri meni na evropskem delu, tako, pa je Drobrak nekaj vprašal, tako, ok, any questions? Dobro, vse se bo zadnji, ne, vsi so hoteli že neko silo. Tako, lično. Matej, ti si že začel, prej si malo govoril o tem, o ameriških investitorjih, ampak na Novi Gorici ste imeli od slovenskih, regionalnih, evropskih do ameriških investitorjev. In tudi rekel si, da lahko sam pitch prilagodiš že tako, da pač v bistvu ni vprašanje. Moje vprašanje pa je, kakšne so razlike, če ste jih opazila med temi vrstami investitorjev in rekel si Američani malo retraction, kaj pa evropska, kaj pa slovenska? Zdaj, iz mojih izkušenj, naš začetni angel investor je San Francisco, ne? Sicer rojen v Beogradu, zdaj živi tam že 25 let. Ta teden bomo ravno zaključili rundico investicija, pa je investitor pa iz Izraela, ki je tudi prisoten na ameriškem trgu že 10 let, je tudi tam prodal že na 2 IPO, pa zadnjo firmo prodal za 740 milijonov. Tako da nekako sem v krogu teh bolj US razmišljanja investitorjev. Mislim, da predvsem, kakor vidim razliko, kaj sem govoril z Američani pa EU, je predvsem, da Američani so res aim high. In ti, kakor je podjetnik, moraš pokazati, da dejansko verjameš, da je možno narediti deal, recimo, kakor zdaj mi govorimo z enim večjim telekotov v Ameriki, ne? In včasih, kakor evropski startup, tudi, ko sem govoril z večjimi ameriškimi investitorji, so rekli, da tukaj malo premalo tako, premalo se cenosti, premalo verjame se sami vlasti, ne, da to je zelo problem evropskih startupov, ne. Amerika je tak prodaje, ne, ja, imamo reči svet, ne, in on te obolel, te bo prodal, ne, del bom naredil nov Facebook in oni bo, kad bolel,
kot popičo, ne. Mi smo malo bolj skromni, ne, v Evropi. In potem tudi ameriški investori toliko bullshita slišijo, da imajo že avtomatsko filter še toliko višji, ne. In potem edina varianta, kako se mi zdi za evropske startupe, da res mi kažem, mi znamo tudi, ne. Da je rečem, ne, smo bili v Skymollerovi, v US imamo toliko in toliko prodajo v US in potem reče, okej. Pol pa res ne, pol pa z nekaj domaja. Ja, dejansko je tudi odvisno od produkta. Ne. Recimo Matejo produkt je res tak, za Američane. Pač že investitorji so pokupili njegov produkt. Napram našemu, recimo naš je pač tak netipičen, nekaj novega in dejansko mogoče tudi ameriški investitorji niso čisto razumeli, zakaj pa bi to geodetom prodajali in tako naprej. Ne? In tudi tam smo imeli enega Američana, smo mu zdaj predstavljali, smo mu bili všeč, ampak on bi takoj spremenil naš produkt. Ne? On bi šel v cloud, dajmo pa dajte tako prodati, pa pol računati mesečno, pa tako naprej. Skratka, oni res globalno razmišljajo, ne? Kako prodati po celem svetu. Vse mi tudi sam, tako kot Materi, ko smo skromni, gremo step by step. On bi pa takoj Facebook varianto in to ne bi. Že prej, ko smo se pogovarjali, ampak je bilo že par stvari danes, sem meni, da ste poleg same priložnosti za pitchanje in investicijske konference dobili še dosti drugih priložnosti. No? Pač Matej je, recimo, prodajal svoj izdelek. Zanima me, kaj vse lahko dobi startup od konference, medijska izpostavljena. In v bistvu, če ste se vi prej pripravljali na samo konferenco, kako bodo vi izkoristili še druge stvari, ki vam jih omogoča ponuditi? Po pravici povedano, ne, ko sem prej rekel, jaz sem se prijavil na CoInvest, zato da sem dobil zastojen pripravo. Nisem pričakoval od konferenca nekaj posebna, sem rekel, ja, super, bomo šli, nisem rekel, ok, da ćemo šel tja, bomo pa rad pridobiti investicijo, tako nekaj, vem, da ta stvari naredko nastavno. Ful mi je bilo dobro, ko je bilo v Gorici, vsaj enkrat, da mi je treba se voziti nekamer, da imam nekje bližji, to je bilo res sprememba. Drugače pa je bilo fajn, malo smo se podružili še z podjetniki, ki smo se pripravili toliko časa na to stvar, pač z evropskimi investitorji tudi. Tako da ja, se v bistvu tudi evropski investitorji se zanimajo, da bi, ko smo govorili z njimi, da bi kaj še investirali v nas. Ampak na koncu je bila zelo dobra priprava, pitch, nekako potrditev, da delamo nekaj prav in malo smo se podružili še, ne? Ja, mi smo pač sledili temu razpisu in smo rekli, gremo, zakaj pa ne? Ampak detajlov se nismo bili dobro prebrali, tako da prvič, ko smo prišli na Hekovnika, je bila tista selekcija, spravi izmed 64 podjetij so zbrali 26 in tisti dan smo mi tja prišli čist neprepravljeni. Smo rekli, opa, danes bo to. In so rekli, ja, zdaj boste pitchali in 26 bo izbranih in boste šli naprej na 5-tedenski tečaj in tako naprej. In potem smo mi med odmorom šli ven, mislim, že med predavanji, uvodnimi smo šli ven, hitro naredili nek plakat in potem smo pač odpičali. No in tako smo pač bili uspešni in smo šli naprej v ta 5-tedenski tečaj. In tekom tega tečaja so pa izbrali po 12 tistih najboljših, ki smo se uvrstili na konferenco. Tako, mi smo veliko sreče, ampak najprej tudi tekom tega, ker smo dobro predstavljali in ker imamo dober produkt. Ne. Smo pa se, kot v Matej rekel, je bilo zelo fajn se srečati z ostalimi startupi, videti njihove ideje, kako oni razmišljajo, kakšen način prodaje bo oni imeli. In dejansko smo vzpostavili dobre kontakte, postali prijatelji in z nekaterimi celo sodelujemo poslovno zdaj. Tako da imamo neke nadaljne projekte, ideje za naprej. Čisto moj komentar, jaz sem zelo vesel, ko vidim, kako se scena razvija v Sloveniji, samih startupov, koliko iz leta v leto so, po mojem mnenju, boljši produkti prihajajo, bolj globalno usmerjeni in tudi, ko smo bili skupaj tam, ko so pozbrali zadnjih 12, je bilo mrzkih, od tistih, ki ni bil zbran, so bili tudi zelo dobri, že tisti, ki smo že sam hodili, da ima reči v Hekovnik sinu. Ampak bomo še malo ustrajali pri tej temi. To je odlično, torej dobili ste network, torej podjetnikov, ki se soočajo z istimi težavami, imeli ste priložnost, da bi pitchali pred investitorji, ampak ste tudi uporabili
mogoče priložnost, da tam koga z rokav podsukate, pa na samo mestu, pa dobite saj feedback od njega, ne če priložnost za investicijo. Ja, seveda, ne. Sej, ključno so dela po zvečer, ne, v svetu. Meni je bilo malo zanimivo, kaj folk se pa še pičati in pa so še domov. In pa so neko, okej, čakaj. To naredi tako, ne, tako mi že te bo prišel ti investitor loviti teba, ne vem, ti bo prišlo mail, koliko si fajn, pa da če lahko, ne vem, se oglasi po tebi. Mislim, da je bilo ključno, je bil ta networking zvečer, ne. Tam smo se malo pomenili z investitorji, ker je malo bolj neformalno karata. Mega sem celo pel na večerjo. Tako da, pač to je del tega, ne, startup life, ne, pač man dating, ko pravi, ne. In pač vse je smešno, ampak tako pač je, ne. In ja, pač iz tega se povratilo tudi, da v bistvu, ko pošleš ti mail, follow-up, da ti govori, ta je oni, ki smo še malo pili tam. Tako pač je. Ja, pa recimo, prej, ko si sprašal, kakšna je razlika med slovenskimi in tujimi investitorji, je glih ravno ta. Skratka, tujci imajo mogoče glede tega malo več izkušenj in oni ne iščejo, ko najdejo produkt, jih tudi najprej zanima, kakšen je tim. Koliko se jim sveti oči, imajo zanos, imajo energijo, kako so lastniško med seboj povezani. In dejansko za nas se zanima in bolgarski sklad. Ta dva možaka je preprosta dečka in ona dva iščeta take priložnosti. No in je sam rekel možakar, gledaj, mi iščemo ljudi s produktom, ne produkt z ljudmi. Skratka, mora biti tim tak, ki bo res uspešen. Tako da, in bolj ko si odprt, kot je Matej rekel, zvečer na pivu, se pogovoriš, oni prodrejo vate z informacijami, ki jim poveš vse, bolj ko si iskren, če oni vidijo priložnost, pol ni nobenega problema. Tako da potem steče beseda in se pogovarjaš prvo na prijateljskem nivoju. Ko sem se pogovarjal z ostimi ljudmi, ki pač niso bili na konferenci, vsi imajo ta stereotip v glavi, da v bistvu to je to. In prideš tja, zapičaš, investitorji so pick me, denarji, to je to. Ampak v bistvu ni tako, v bistvu je investicijska konferenca šele prvi korak. Za takrat si rekel, ker tam je večinoma, kar smo imeli ASCII bil pa 200,000 evrov, ne. 50,000 se da hitro closati, če je stvar zanimiva, da je nekaj zakaj, ker še toliko bolj se gleda ekipo v bistvu. 200,000, da je VC, so pa procedure, pa se morajo oni dobiti, pa se morajo oni pomeniti. Vsaki VC ima neki svoj proces, kako se te stvari dogajajo, može ti mogoče k njim še pičati, ne. In to je bila ena od razlogov, da smo pol, mi smo se nekako odločili, da bomo vzeli manjšo investicijo zdaj že ta teden. Čakaj. Zabujaš. Ja. Mi smo vzeli manjšo investicijo ta teden, ravno zato, da imamo več časa, da normalno speljamo stvari se zivisi, ko je pač to en proces. Ja, ta procedura traja par mesecev, 3 do 6 mesecev recimo. Prijatelj ti lahko da 10-20,000 evrov, ko pa priješ ti do enega investitorja, te pa mora prešetati, mora te razgledati, te sleče, videti tvojo preteklost in to traja pri njih. Je pa res, da pri Slovencih mičkam dlje časa, vsaj po pogovorih, mi smo imeli kar nekaj razgovora z investitorji in smo jih spraševali, koliko časa približno rabijo, ko so rekli, gledaj, od 3 do 6 mesecev. Ti Bolgari so rekli, gledajte, mi lahko v 1-2 mesecih samo toliko, da spoznamo zadeve, verjamemo boš produkt, vidimo, da ste dober tim, bi šlo hitrejše. Tako da, ja, to in zato pa je dobrodošlo, da ljudje hodijo na te startup konference, tudi če ne pičajo, da malo vidijo odziv, spoznajo koga. Ampak kdo izbere koga? Če je to dating game? A torej vzamete kateregakoli investitorja, ki pride mimo pa ima denar, ali imate tudi vi posebne zahteve, kakšnega človeka bi vas spustili v solastništvo vašega podjetja? Jaz mislim, da ta dinamika fundraisinga je ponovadi zelo zanimiva. Vsaj moje izkušnje, kadar začneš fundraisati, se trudiš, ne? Potem dobiš te prvega in potem pa vsi, ne?
In pol nekako, ko se nočeš dilutati preveč v štartu, ne moreš vse vzeti, ker pol daš pol firma, ne, kakorkoli, ne. In pol nekako si ti, ko zbiraš te stvari, imaš ti leverage, ne. Do takrat je pa zelo triki, ne, ja, pa kaj pa unija, si že govoril s kakšnim drugim, ne, kjer so že rekli, ja, kjer ne, to je neka vrsta igra. Ja, dejansko odvisno tudi od tvojega znanja, ne. Se pravi, mi smo geodeti, mi nekega prodajnega znanja nismo imeli, ne, in nismo nekako iskali aktivnega investitorja, se pravi, ki bi nam pomagal priti do ključnih strank, kupcev in tako naprej. Ni dobro, da vzameš samo denar, ne, ker denar je največkrat, mislim, denar, ki te zapravaš, ne. Ti rabiš predvsem znanje pa vezanje, povezave do marketinga, do trga in tako naprej. Ja, mi smo imeli kar nekaj popraševanj oziroma ponudb, da bi ljudje investirali v nas, ampak rabimo mi dodatno znanje po marketingu. Zdaj smo razvili nekak svoj poslovni model pa marketinški pristop, ki se je kar izkazal za super potezo. Tako da mi smo začeli recimo izdelek prodajati konec septembra in v planu smo imeli, da do novega leta prodamo en paket, to se pravi program, software z fotoaparatom. No, do včeraj smo jih prodali 6, tako da do novega leta imamo cilj 10. In v naslednjem letu je naš nov cilj 100. Tako da, ja, skratka, ne vzameš vsakega investitorja, vzameš tistega, ki te bo najmanj moril, pa ki ti bo največ dal. Še ena moč komentar, čisto tako, zmeraj tudi eno pravilo glede fundraisinga, ne, da zmeraj bi jemlješ do maksimalno določena procenta, ne, in tukaj so bolj silni bolzati, ki ti hočejo pisati posto firmo vzeti, ne, avtomatsko odpadejo, kaj rečeš, jako, next. To je po moje tudi ena stvar, ki počasi se tudi v Sloveniji razvija, da mlade startupi živejo, da se morajo samo držati več proč takih ponudb. Tukaj bi še jaz dodal, spet je razlika med slovenskimi in pa tujimi investitorji. Slovenci bi radi dali 5000, pa bi radi imeli 30-40% podjetja. Tujci pa vejo, da ne bojo vzeli več kot 10-15 recimo, za nekaj 100-200 tisoč. Ker vejo, kaj se ti, koliko znanja se ti noter uložil. Slovenci pa samo gledajo, kakšne prodaje, koliko imaš ti kapitalskega vložka, če dam jaz 5000, je to 10%. Druga logika je, ne? Ja, v bistvu valuirajo startup, kot small business, ne? To je bilo ravno malo naslednje vprašanje, pa bi še tako rekel, kako pa je potem po vajenih izkušnjah, da se pogovarjali z investitorjem, kakšen delež mu daš v seed fazi in v kakšno bo grow fazi? Jaz mislim, da začetna investicija mora biti tam do 10%. Sicer odvisno, kdaj greš fundraise prvo rundu, pol je pa odvisno, ker vidim jaz ponudbo so pol za to fazo, kakor smo, recimo, kakor smo mi imeli ES, ki je bil, če se res zelo dobro zdelaš 10, spet odvisno, s ki prehaja ta denar, ne. Ali je to privatni denar, ali je nekako subvencionirano, če subvencionirano pač v NBC različne šira, ko v bistvu pol denar je ti minova. Če je privatni, smo 10, 25, kako so himne, no. Ja, tukaj moraš biti previden, pač imaš več faz investicij, ne, zdaj, mi smo eno prvo, tisto smo že dali, smo že pač prodali 20% podjetja, in zdaj naslednja faza je pač, da prodajamo nekje 10-12%, več ne bi, ker smo napravljeni še pol za tretjo fazo. Nekaj mora se popol tudi nam. Ja, se tukaj pol, če lahko še toliko je zanimiva tema. Meni se zdi, da je ključna stvar, da ti gledaš vrednost tvojih delnic. Sem se v Evropi, se ne govori tako delnic, ampak v Ameriki, ki je na shares vezana, če ti narediš rundu, pa pol da recimo že series A, ki je tako ponavadi še na večji procentom, če se ti tebi dvigne delnica z rundu, da ni dan runda in da v bistvu ohraniš zmeraj, ki je ključna investicijska pogodba tudi, ki je tak cash prinese,
Recimo, mene je zelo cool, ker v Ameriki so te stvari ful standardizirana, ful je na netu napisana in težko biti dali kakšen tak člen, da bi... Mislim, da se že dosti stvari zna, in potem vidiš, pač, koliko kontrola ti obdržiš kot podjetnik in te stvari so tudi ful ključne, dan je do 1 milijon evrov, pa zgubiš se kontrolo, pa te lahko odstavi drugi dan, je tudi zelo važno. Je odlično, se nadaljujo še v tej temi, ampak nažalost se bližamo koncu. Tako da veliko ste že povedala danes med vrsticami, kaj se bo dogajalo v prihodnosti z vami. Ampak še vsem, za zadnje vprašanje bo pa tako, kje boste čez 1 leto in ali boste kdaj naslednji Outfit 7? Ja, mi mislimo še naprej agresivno napadati ameriški trg. Planice tudi bi rezali visi tam. In to je tudi ta razlog, zakaj verjetno bomo šli tam, zakaj smo stvari naštimali v usmerjenosti v ameriški trg, tudi investiranja tam, pravi to tako, da ti iščeš cash na tistem trgi, v katerem hočeš pač še biti bolj prisoten. Ja, mi smo zdaj v fazi pridobivanja investitorja za 200,000 evrov. Na srečo je to preko razpisa SK200, skratka, to je v bistvu najbolj mila oblika solastnika, to bo Slovenski podjetniški sklad. In dejansko to je pač naša ta druga faza investicije. Mi bomo zdaj v naslednjem letu prodali 100 naših produktov, zdaj širimo trg, na Hrvaškem smo že prisotni, Bosno pa Srbijo, kjer je ta produkt zelo želen. V januarju pač zaradi pridobitve določenih licenc gremo pa v Avstrijo in pa naprej v Nemčijo. Tako da na teh trgih bomo najprej začeli in seveda naslednje leto, koncu leta bomo najbrž iskali visije ali širom Evrope ali pa na drugi strani luže, tako da mogoče gremo celo skupaj z Matejem. Že pozna teren. Je odlično. Nič, najlepša hvala obema gostom in hvala vam, da ste prišli v tako rani uri spet na Startup Cafe in želim vam uspešen dan še naprej.